4 koraki do uspeha. Prvi korak, najprej si moramo zgraditi bazo. Vi ste lahko lastnik cirkusa, ki ima najboljšega žonglerja na svetu. Če so prazne tribune, to veste samo vi, ki boste mu 15. dali plačo, ker bo imel verjetno veliko postavko. Brez auditorija na tribunah je vaš žongler, vaša vsebina, vaš brand anonimen. Kako se gradi bazo v drugem delu? Drugi korak, posredovanje vsebin. V bistvu je drugi korak meni osebno bolj pomemben kot prvi korak. Bazo lahko naredimo na ogromno načinov, posredovanje vsebin pa je animiranje publike. Vi ste v vaš cirkus pripeljali ljudi, žongler je sicer aktiven, ampak publika nič ne trza. Ne? Žongler skloni glavo in gre ven, kačen ben ne ploska na konc. Travma. Hej, kam si šel? Tretji korak, feedback. Tretji korak običajno predstavlja težavo. Ne? Recimo, da znamo posredovati vsebine, kako zdaj reagirati s povratnimi informacijami. Ali nekoga, ki nas je plunil zbrisati. Ne tega delati. Ali pa zelo premislite in preštudirajte najslabši možni scenarij, ki se lahko zgodi, če zbrišete negativno opasko. Do zdaj, pred kratkim smo bili navajeni, da mi samo urinemo informacije ven. Ne? Najeli smo, recimo, da imamo budžet 100 000 evrov za oglaševanje, najeli smo neko perspektivno oglaševalsko agencijo, dali smo ji budžet 100 000 evrov, oni so naredili kreativo, celo zgodbo zapeljali, zakupili medije, bili smo na jumbotih, bili smo na radiju, bili smo na televiziji, bili smo v cajtangih, imeli smo banerje na netu. In tle se je zgodba končala. Če smo prodali več, hura, če nismo prodali več, nekje smo ga pobiksali. Nismo imeli direktnega feedbacka. Če smo prodali več, smo rekli, ok, the best, dobra akcija. Ampak ta akcija je bila že končana, ko smo mi dobili rezultate. Na Facebooku je drugače. Oziroma na socialnih omrežjih sploh, ali pa družabnih medijih, kakorkoli obrnemo. Neprestano imamo feedback in s tem feedbackom se moramo soočati. Ali nas nekdo vpraša, kljub temu, da na veliko piše predstava jutri v Špas teatru ob 20, nas bo zagotovo nekdo vprašal, kdaj je predstava. Nam se zdi to bedast. Ampak tisti, ki je to vprašal, je pač, ne vem, zmeden, je v frki, se mu zdi to odličen komunikacijski kanal, odgovorite mu prijazno. Če se le da, prej napišite njegovo ime, Alenka, jutri ob 20 v Špas teatru. Ta beseda dela čudeže. Ime. Uporabnik je v tisti frki, ne ve, da tebi itak piše, da je to pisala Alenka. Ne? Ampak se mu zdi, wow, v Špas teatru me pa poznajo. Full the best. In ta mala beseda dela čudeže. Skratka, da ne zabluzim, reagirajte na objave. Najhuje je, če prideš na stran, kjer je ogromno vprašanj, nobenih odgovorov. To je vaš propad lahko. Ne? In še četrti korak, Facebook nima delovnega časa, kar je v velikih podjetjih ali pa malih podjetjih dostikrat težava. Uporabnik je nekaj vprašal, on pričakuje odgovor v parih urah. Če boste mu odgovorili čez en teden, bo to majčken štorast, kaj pol počnete na socialnih omrežjih. Zgodi se, za vikend Facebook tudi živi. Ob 10 zvečer je full prometa na Facebooku. Prednosti komunikacije. Eden od mojih prvih primerov je bil Radio Hit. Jaz sem se vrnil, ne bom šel v konkretne detajle, ampak jaz sem se lansko jesen vrnil nazaj k moji prvotni radijski ljubezni. Je bil Radio Hit. Imel sem že nekaj izkušenj s Facebooka in Radio Hit je bil en moj odličen testni poligon, kako, kdaj, ob katerih urah in predvsem, kaj se da z njim doseči, kakšna je prednost. Septembra 2009 je povprečni obisk spletne strani www.radiohit.si bil približno 3000 unikov na dan ob delovnikih. Ko smo začeli, septembra 2009 približno smo začeli na Facebooku, marec 2010 se je številka vzdignila na 8000 unikov. Obiska spletne strani, ne Facebooka. Kako smo prišli do tega?
Zato, ker je bil Facebook kar naenkrat sidekick spletne strani. O tem bomo v drugem delu bolj konkretno, kako folk samo zakuriti na Facebooku in glavno vsebino jim dati potem na spletni strani. V bistvu je lahko vaš Facebook odličen kažipot, teasing. Ne?